Velikonočna poslanica. Osovraženega semaforja ni več. Komunikacijska avtocesta nove generacije. Alenka Žavbi-Kunaver ostaja v stranki Modernega centra. Aktivno in zdravo staranje. Saga hiše na robu gozda. Kulturniki potegnili črto. Spoštovane katoličanke in katoličani, spoštovane občanke in občani občine Medvode. Praznovali smo 500-letnico matere Terezije, ustanoviteljice in prenoviteljice karmeličanskih samostanov, in letos obhajamo 30-letnico, kar so karmeličanke v naši občini. Z tega mesta se kot duhovnik, ki sem 30 let povezan s karmeličankami, obračam na vse vas ob velikonočnem prazniku željo, da bi vsi vaši veliki petki, ki jih tako ali drugače doživlja vsakdo izmed nas, doživeli razsvetljenje velike noči. Ivan Cankar je zapisal, da je velikega petka bilo potrebno, da je prišla velika noč. To pomeni, da se skozi trpljenje vedno znova človek dviga k upanju. To upanje pa ne gre samo preko tega, da bodo rešene naše vsakdanje skrbi, da bomo našli dom kot begunci ali da se bo naše trpljenje obrnilo na bolje, ampak to upanje sega preko groba, kajti Kristus, ki je vstal, je bil obojen, nam daje upanje na novo življenje dokončno pri Bogu. Želim vam, sestre in bratje, da bi to upanje ob naših molitvah, ob naših prizadevanjih in ob vašem sodelovanju po vaših družinah, predvsem pa tam, kjer trpite, kjer ste preizkušeni, usklilo na novo in prineslo novega življenja v vaše domove, v to občino in v naše kraje, da bi kljub težavam, ki nas pestijo, vedno znova zrli z upanjem na prihodnost in da bi se zavedali, da je naša pot dokončno k Bogu, ki izpolnjuje vsa naša pričakovanja, tudi če se niso uresničila na tem svetu, z svojo večno lučjo pri Bogu, kar nam zagotavlja ostali zveličar, v imenu katerega vam želim blagoslovljeno veliko noč in mirne in srečne dni. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Končno v petek 18. marca so tik pred popoldansko prometno konico odstranili semafor, ki je dopuščal zgolj izmenično enosmerni promet preko nadvoza nad železniško progo pod hotelom Medno. In več kot 2 leti posledično še podaljšal čas vožnje v in iz prestolnice. Promet se bo do začetka junija, ko je načrtovana dokončna sanacija obstoječega dotrajanega nadvoza in izgradnja propusta, potekal po 2 začasnih montažnih mostovih. Morda bi kdo dejal, če smo čakali pred semaforjem 2 leti, bi pa lahko še te 3 mesece in enega od montažnih mostov ne bi bilo potrebno. Kakorkoli, gradbišče si je tik pred tem v spremstvu medvoškega župana Nejca Smolete in županov Škofjeloškega konca ogledal tudi infrastrukturni minister dr. Peter Gašperšič. Med drugim je obljubil pomoč pri sanaciji škode na lokalni cesti, ki je mnogim služila, da so se izognili koloni pred semaforjem. Spomnimo, Direkcija za infrastrukturo je konec januarja 2014, da bi zagotovila varen promet preko dotrajanega nadvoza in nič manj dotrajanega propusta, uvedla izmenično enosmerni promet, kar je povzročilo veliko nejevolje. Čas vožnje v in iz Ljubljane po stari gorenjski magistralki se je še dodatno podaljšal. Nastajala je škoda tako v gospodarstvu kot tudi na občinski cesti, ki jo je marsikdo uporabil, da se je izognil koloni pred semaforjem. 2 razloga sta, da se na tem odseku skoraj da 2 leti ni nič zgodilo. Najprej pomanjkanje finančnih sredstev za sanacijo objekta, potem pa še zapleti pri izboru izvajalca del. Medvoški župan Nejc Smole in župani Škofjeloškega konca so se kar 2-krat zbrali na terenu in zapretili z državljansko nepokorščino, preden so se dela konec lanskega leta končno začela.
Ta petek je bil infrastrukturni minister dr. Peter Gašperšič veliko bolj zadovoljen, ko so se mu župani pridružili na gradbišču in je lahko oznanil, da bodo tik pred popoldansko prometno konico odstranili semafor in sprostili dvosmerni promet. Napovedal je tudi, da se bosta glavni izvajalec del, podjetje Rafael in partner, železniško gradbeno podjetje, držala roka predvidenega za sanacijo na osnovnem dotrajanem nadvozu in propustu. Ta bo peti, ki bo saniran od 20, na katerih so zaradi dotrajanosti omejili promet. Računamo, da bodo tudi končana v roku, čeprav se je doslej nabralo nekaj zamude zaradi neugodnih vremenskih razmer, ampak kot rečeno, rok dokončanja je, mislim, da je 1. junij, če se ne motim, tako da v tem roku bo potem tudi dokončna sanacija zaključena in potem bo res vse urejeno. Prav tako je obljubil pomoč pri sanaciji škode na lokalni cesti, ki je mnogim služila, da so se izognili koloni pred semaforjem. Ocenjena je na 250.000 evrov. Prav gotovo vse povsod, kjer so se ceste gradile in se je zaradi obvozov in uporabe, torej stranskih cest naredila škoda, smo potem to v dogovoru z lokalnimi skupnostmi te zadeve potem tudi ustrezno sanirali. Tako da sem prepričan, da bo tako tudi tukaj. Promet po novem torej poteka po 2 začasnih montažnih mostovih in z omejitvami hitrosti, dokler ne bo obnovljen obstoječi dotrajani nadvoz nad železniško progo in zgrajen propust. Na direkciji za ceste zagotavljajo, da je bila uporabljena metoda reševanja, gre za projekt v višini slabih 2 milijonov evrov, pravilna. Govorimo o 2 objektih, kar se pa tehnologije ali pa logistike sanacije tiče, tak način je že večkrat preizkušen, namreč direkcija uporablja začasne mostove za obvoz. Ta je mogoče v toliko specifičen, da poteka preko železniške proge in sicer enotirne železniške proge, kar še dodatno postavlja problem, in pa tale vzpon iz Medvoške smeri, ker namreč oba objekta začasna sta bistveno više od stare trase zaradi vozne mreže in to za sabo potegne tudi določene dodatne zahteve. Kar se tega objekta tiče, upošteva ta državni prostorski načrt, namreč z ljubljanske smeri bo predviden bodoči levi zavijalec za povezavo proti Preski in temu primerno to je tudi ena od zahtevnosti tega objekta, bo ustrezno razširjen. Namreč iz ljubljanske smeri prije bistveno razširjen objekt, kot je bil prvotni, približno 9 metrov zunanja mera. Kot zatrjuje Vilem Part, projekt obnove nadvoza ni v nasprotju z državnim prostorskim načrtom za obvoznico Medvode oziroma navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod, v katero pa resda nihče več ne verjame, vsaj v medvoški del ne. Gre namreč za projekt, ki na relaciji 11 km predvideva vkope, rušenja številnih objektov, 2 viadukta in je vreden vsaj 300 milijonov evrov. Glede na vaše izkušnje, kakšna bi bila najboljša rešitev glede prometne situacije? Torej, da tudi Škofjeločani pridejo čim hitreje v Ljubljano, da se reši problematika mogoče navezave na avtocesto? Poglejte, glede na gostoto prometa, giba se preko mostu okoli 23.000 vozil, povprečni letni dnevni promet, je potrebno zgraditi 2 dodatna pasova k obstoječi cesti. Ali je to 4 pasovnice, to nova navezava na avtocesto, to mora odločiti pa ministrstvo. Vi bi zagovarjali? 4 pasovnice. V nacionalnem programu oziroma tudi v strategiji prometa imamo predvidene ukrepe na izboljšavi na obstoječem omrežju. Tista investicija, ki je z državnim prostorskim načrtom predvidena, vemo, da je izredno draga, zahtevna. Tudi, kot mi je poznano, samim krajanom Medvod ni najbolj simpatična, tako da mi bomo skušali najti rešitve, ki bodo ustrezno rešile prometno obremenitev, pa bodo tudi finančno vzdržne in izvedljive v nekem čim hitrejšem času. In prav te ukrepe, kako hitreje in predvsem ceneje doseči večjo pretočnost prometa proti prestolnici, je infrastrukturni minister po ogledu gradbišča ponovno predstavil zbranim županom. Sicer za zaprtimi vrati sejne sobe. Kot pa poudarja medvoški župan Nejc Smole, so načrtovani ukrepi za našo občino spodbudni. Res je, torej pogovor z ministrom potem na sami občini je potekal predvsem v smeri, kako optimizirati verzijo medvoške obvoznice, za katero smo danes že skoraj da prepričani, da je niti v bližnji, niti v srednjeročni prihodnosti ne bo.
Predstavitev je bila zanimiva, predvsem mislim, da smo bili vsi župani, da smo se vsi strinjali s tezo, ki jo je minister postavil, torej da bi bilo smotrno urejati najprej promet od Mednega do Celovške ceste, tam poskrbeti za razbremenitve, poskrbeti za krožišče, ne za križišče, s tem krožiščem razbremeniti delno tudi Celovško, s tem, da se del prometa odpelje na Nemško oziroma danes obvozno cesto in priključek na avtocesto. In takrat bomo pravzaprav odpravili ta čep, ki se ob jutranjih konicah naredi in potem, ko se ljudje vračajo. Naše mnenje je, da že s tem bo najhujši zaplet saniran, bi pa to pomenilo recimo, da približno ocenjujemo tam 15%, da je tiste investicije, kot je ocenjena za celotno obvoznico. Seveda pa postaja potem še vprašanje, kaj narediti za relacijo Jeprca-Medno skozi Medvode. Če smo popolnoma iskreni, število voznikov oziroma vozil upada. Če je bilo v času največje konjunkture, recimo leta 2008 oziroma preden se je odprl predor Šentvid, tukaj 25-26 tisoč vozil dnevno, je zdaj 21. Z določenimi razbremenitvami predvidevamo, da bi na tem tudi ostalo in da v Medvodah bo najbrž potrebno razmišljati samo o tem, da se poskrbi za večjo pretočnost, da se v prvi fazi sinhronizira semafor pri Hoferju in pa potem naprej razmišlja mogoče enkrat tudi o krožišču pri Mencaku in pa o krožišču pri prehodu čez železniško progo. S tem bi Medvode še vedno ostale center, ne bi naredili neke obvoznice, ki bi jih obšla v celoti, pa tudi cenovno bi bil to samo odblisk tiste investicije, ki je planirana. Je pa dodatno potrebno tudi tukaj reči, da tretji del pogovora pa je tekel predvsem v smeri, kako razbremeniti Škofjo Loko oziroma pravzaprav Medvode, ampak kako promet iz Škofje Loke in tega dela spelje do avtoceste. Tukaj pa loške občine v soglasju z občino Medvode zagovarjajo verzijo Vodice Jeprca, pri čemer mi kot medvoška občina samo opozarjamo, da se je, če se bomo za to traso odločili oziroma če se bo država za to odločila, da je potrebno čim prejšnja pobuda za prostorsko umestitev. Ker pri nas se naselja na našem delu širijo, Moše, Dragočajna in tisti del in prostora, kam umestiti cesto, je vse manj. Tako da, če bomo o tem razmišljali, je potrebno reagirati kar se da hitro. V pogovorih o tej navezovalni cesti, torej Jeprca ali pa meja Vodice, govorimo seveda o hitri cesti, ne avtocesti, torej navadni cesti, ki pa ima seveda omejen režim priklapljanja oziroma vključevanja na to cesto. Umeščena bi bila na našem koncu, se začne umeščati v Hrašah, potem gre med dve možnosti ali med Dragočajno in Mošam ali med Mošam in Trbojam in potem na drugi strani del teče po občini Kranj. Torej, še največ vprašajo trenutno na delu občine Kranj, torej na delu Podreče in sosednjih vasi, kjer pa so skupaj z županom Škofje Loke že najavljena pri županu Kranja, da skupaj pogledamo ta projekt. Če nadaljujemo v podobnem slogu. Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij bo v prihodnosti za razvoj gospodarstva pomembno toliko, kot je sedaj razvito cestno omrežje. To je eno izmed sporočil Stanka Šalamona iz podjetja Eurocon, ki je za našo občino pripravilo načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije. Cilj je vsem občanom zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 megabitov na sekundo. Na zadnji seji so občinski svetniki brez velikih zadržkov program potrdili. Ob vsaki morebitni spremembi pa ga bodo ponovno prevetrili. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja temelji na ugotovitvi, da v vsakem naselju v naši občini, razen v Medvodah, obstajajo uporabniki, ki nimajo možnosti pridobiti širokopasovno omrežje, niti zmogljivostjo 30 megabitov, kaj šele želenih 100 megabitov in več na sekundo. To si je namreč občina Medvode postavila za deklarirani cilj. Tako je občinskim svetnikom problematiko predstavil Stanko Šalamon. Kot beli list je definiral območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo strani komercialnih ponudnikov. Torej, v naslednjih 3 letih operaterji ne načrtujejo gradnjo omrežij, ki bi omogočala skoraj da vsem dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 megabitov na sekundo. Zato Šalamon vidi rešitev v gradnji novega odprtega širokopasovnega omrežja.
Tisti, ki zgodi, ne sme ponujati svoje storitev v tem omrežju, ampak ga da na voljo pod istimi pogoji vsem, ki pač želijo potem končnim uporabnikom, se pravi gospodinstvom in tako naprej, nuditi neke pakete. Danes poznamo pač, to so več ali manj pakete, v katerim dobite telefon, internet, televizijo in tako naprej. V čem je zdaj prednost odprtega omrežja pred komercialnim omrežjem? Ravno v tem, da če je odprto omrežje, potem to odprto omrežje omogoča, da pride konkurenca, ker konkurenca samo, se pravi več ponudnikov storitev, bo vplivala na to, da bodo cene padale, kakovost pa se dvigala. Ker če nek operater hoče dobiti nove uporabnike, mora ponuditi nekaj več ali pa cenej, kot ponuja tisti, ki je že prisoten na tem območju. To je bistvena prednost, ker če je samo en ponudnik, potem seveda ni njegov interes, da bo spuščal cene ali pa dvigal kakovost, ker se tomu povzroča dodatne stroške. Do želenega cilja naj bi občina Medvode kot članica tako imenovanega Gorenjskega konzorcija prišla po modelu javno-zasebnega partnerstva, ko sama v projekt ne vlaga proračunskih sredstev, ampak graditelju dopusti uporabo javnih površin in javne infrastrukture. Ena možnost je, da konkurira za javna nepovratna sredstva. V Sloveniji je predvidenih približno 70 milijonov v tej finančni perspektivi, razpisi bodo konec tega leta. Ali pa, to je tisto, kar mi ponujamo tudi bom rekel, zelo dodatno, kar je najbolj še boljša možnost je, da se omrežje zgradi s pomočjo Junckerjevih sredstev. To so zasebna sredstva, kjer ni potrebno konkurirati na javnem razpisu, ni potrebno z vaše strani naročati investicijske dokumentacije, ni potrebno sklepati javno-zasebnega partnerstva. Gradi se v obeh primerih odprto omrežje, se pravi tisti, ki bo zgradil, ga bo lahko upravljal, ne bo pa smel ponujati svojih storitev. Svetnica Alenka Žavbi-Kunaver je tudi kot predsednica odbora za razvoj, ki je predhodno obravnaval načrt, želela pojasnila, kaj konkretno pomeni dopis, ki sta ga na svetnike posredovala kabelska televizija Medvode, ki pokriva več kot 2/3 občine, in upravljalec sistema podjetje EVJ Elektroprom. V dopisu namreč ugotavljata, da je največja možna hitrost kabelskega interneta že sedaj 25 megabitov na sekundo, kar pomeni, da ni belih lis in da bo do konca leta omrežje predelano in posodobljeno tako, da bo omogočalo prav vsem naročnikom hitrosti tudi do 100 megabitov na sekundo. To pismo nakazuje možnost, da bo kabelski operater izrazil javni interes in bo rekel, jaz bom pa v naslednjih 3 letih zagotovil uporabnikom hitrosti 100 in več megabitov na sekundo. Zdaj, nažalost, seveda ta dopis govori o hitrosti do 100. Če poenostavimo, če bo kabelska televizija Medvode z upravljavcem EVJ Elektropromom izkazala javni interes in se zavezala, da bo v prihodnjih 3 letih zadostila prej omenjenemu ciljanemu načrtu, potem občina ne bo, niti ne bo mogla iskati drugih virov financiranja. Ali pa? Sploh ne rabi se nič ustrašiti, ker je to dodatna priložnost. Ta isti kabelski operater lahko se priključi na to odprto omrežje in začne ponujati storitev. Nič ne bo rabo vlagati v nobeno investicijo, pride in pove, jaz imam pa končne uporabnike, želim se priključiti na to omrežje in bo že imel optiko na razpolago. Se pravi, lahko se bo posvetil samo temu, kako nove storitve ponuditi občanom. Svetnika Sašo Šulc in Stane Ulanc pa sta odprla še eno vprašanje. Kako načrtujejo gradnjo novega omrežja, saj si težko predstavljata ponovno razkopane ceste, pločnike, dvorišča in vrtove? To je stvar projektiranja projekta in v času projektiranja se natančno pogleda ves teren, pogleda se obstoječa infrastruktura, se pravi, koliko je že cevne kanalizacije in koliko eventualno omogočajo drogovi, da se tudi po drogovih potem pride od ceste pa do konkretne hiše. Tega je zdaj zelo veliko postojeno, da ne boste mislili, da je to za neka redkost. Zelo velikih primerih se gre po drogovih, bodi se električni, bodi se telefonskih, od centra naselja pa potem do konkretne hiše. Podobne težave, kot tudi vi omenjate, so ponavadi pred projektom. Pred projektom, ker potem vsak se malo strači, zdaj bo pa nekdo kopal, nihče nima rad prekopane ceste in pločnikov, zdaj bo pa nekdo prišel čez moj vrt in tako naprej. Dokler se vse skupaj ne začne, potem pa nekako steče. Ko ljudje v bistvu dojamejo, da je to neka dobrina, ki jo rabijo. Mi vsi vemo, da moraš pač nekaj dati, da boš nekaj dobil.
Želje so torej jasne, le še nekatere odgovore bomo poskušali pridobiti v prihodnje. Kakšna usoda se obeta medvoškemu kabelskemu sistemu, ki ste ga, vsaj večina vas, ki danes gledate televizijo Medvode, pomagali zgraditi ne le sredstvi, ampak tudi z delom, če njegov upravljalec, to je do leta 2021 podjetje EVJ Elektroprom s ponudnikom Telemachom, ne bo zagotovil ciljanje hitrosti interneta. Kakšna bo sploh njegova vrednost, če bo zgrajeno novo širokopasovno omrežje in kakšna usoda se obeta naši televiziji. Več o tem prihodnjič, kot tudi o drugih odločitvah, ki so jih občinski svetniki sprejeli na zadnji seji. Pred mesecem dni smo objavili sporočilo za javnost, v katerem je lokalni odbor stranke Modernega centra Medvode, ki mu je predsednikovala Karin Elena Sanchez, javnost obvestil, da je sprožil postopke, da se Alenko Žavbi Kunaver izključi iz stranke in še, da se lokalni odbor stranke v celoti distancira od vseh njenih izjav, pobud in predlogov v občinskem svetu in tudi sicer. Že takrat smo obljubili stališče Alenke Žavbi Kunaver, ko in če bo izključena iz stranke. Sedaj je že jasno, ostaja v SMC-ju in kot je zapisala v sporočilu za javnost, uživa podporo vrha stranke in v skladu s soglasjem večine svetnikov SMC-ja vodi svetniško skupino in je tudi sekretarka lokalnega odbora stranke. V izjavi za javnost je Alenka Žavbi Kunaver zapisala, da je izvršni odbor stranke SMC obravnaval dopis sedaj že bivše predsednice lokalnega odbora SMC Medvode, Karin Elene Sanchez, in se opredelil do vsebine dopisa. Z njene strani je bilo očitano neetično delovanje, žaljenje svetnikov in podobno. Pravi še, da je izvršilni odbor SMC ugotovil, da ni osnove za tovrstne obtožbe in da je njeno delovanje povsem korektno, da uživa podporo stranke in da v skladu s soglasjem večine svetnikov SMC vodi svetniško skupino in je tudi sekretarka lokalnega odbora SMC Medvode. Kot pravi, se je izkazalo, da navedbe, ki so jih podali bivši člani stranke, nikakor niso razlog za postopek izključitve. Zato je izvršni odbor zavrnil vse navedbe bivše predsednice, da stranka dopušča demokratično razpravo in različne stališča, ki jih je, kot pravi, vedno podala argumentirano. Citiram: To, da opozoriš na neaktivnost vodstva lokalnega odbora, vsekakor ni neetično, pač pa je moja dolžnost. Svetniška skupina, ki jo vodim, deluje od samega začetka aktivno in povezano. Dali smo tudi kar nekaj pobud, predlogov in stališč. Dobro sodelujemo z vodstvom stranke in nekaterimi ministri. Sama ostajam politično korektna, pohvalim dobre projekte in opozorim na morebitne slabosti, predlagam rešitve in dajem pobude, ki so v dobro občine. Konec citata. V okviru vseslovenskega projekta Aktivno in zdravo staranje, v katerem sodelujejo številni partnerji, tudi obe pristojni ministrstvi, je bil pred dobrim mesecem dni organiziran posvet o tem, kako starostnikom omogočiti čim dlje samostojno in kvalitetno bivanje v domačem okolju in kakšno podporo jim pri tem nuditi. V imenu občine Medvode se je posveta udeležila svetnica Katarina Galof, ki je v torek projekt predstavila vsem potencialnim deležnikom za pomoč pri pripravi občinske strategije na tem področju, čemer jih je pozval tudi župan Nejc Smole. Tudi v občini Medvode se, tako kot drugod, soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, kot kažejo podatki celo za odstotek bolj, kot je slovensko povprečje. Zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje te problematike. Eno izmed ključnih področij je podpora starostniku za samostojno bivanje v domačem okolju in dolgotrajna oskrba in njega, v okviru katere ima lokalno okolje pomembno vlogo. Kot pravi Galofova, je dejstvo, da bo dolgotrajna oskrba nova socialno-varstvena pravica starejših. Izvajala pa naj bi se v 3 oblikah. Poleg storitev še denarna nadomestila in pomoč pri prilagoditvi bivališč. Že sedaj je občina tista, ki je država naložila dolžnost sofinansirati pomoč starostniku na domu. Zanimivo je predvsem to, da tako kot smo navajeni v naši državi, da kadar gre za kakšne temeljne odločitve, hitro rada vso skrb prenese na lokalno raven in to pot menim, da bo ravno tako.
Prihodnost vsekakor na državnem nivoju prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi, glede na to, da pač je v sprejetju že več kot 1 desetletje, pa vendarle do samega sprejetja še ni prišlo, bilo je na mizi več različnih predlogov, osnutkov in zdaj nekje se finalizira ali pa pripravlja nekje končni osnutek, ki pa naj bi zagledal luč sveta že konec tega leta. V okviru projekta Aktivno in zdravo staranje so na podlagi analize dobrih praks iz posameznih lokalnih okolij, izpostavljena je bila predvsem občina Kanal ob Soči, podali ugotovitev, da bi bilo nesmiselno predpisati tog in povsem enak model podpor, saj obstajajo v posameznih okoljih različni pogoji za urejanje področja dolgotrajne oskrbe. Kako se torej lotiti priprave strategije? Oceniti stanje, pripraviti SWOT analize, torej ugotoviti prednosti, slabosti in priložnosti, določiti cilje, na podlagi tega pripraviti lokalni akcijski in implementacijski načrt s temeljnimi podatki, čas, resursi in finančno vrednotenje nalog in rezultatov. Vsekakor jaz si želim, da bi bil naslednji korak raven ta, da poskušamo v bistvu vse te izvajalce najrazličnejših storitev, pa pomoči, obiskov nekje povezati med sabo, najti neko mrežo, narediti nek pregled in pa v bistvu ponuditi vse, kar že imamo, še vsem ostalim občanom, ki pa zdaj mogoče do teh ponudnikov, do teh obiskov niso prišli oziroma jih niso bili deležni. Mogoče je tukaj vzadaj ne samo medvoška, ampak vse slovenska miselnost, da je težko izpostaviti, da je težko priznati, da pač potrebujemo določeno pomoč, da pa nam lahko pomaga tudi nekdo, ki je v naši bližini. Ta mogoče tudi naša zaprtost. Marija Tome, predsednica Društva upokojencev Medvode, je poudarila, da je tovrstna koordinacija v prejšnjem mandatu, ko je bila tudi občinska svetnica, že obstajala, vendar je delo zamrlo, zato pozdravlja novo iniciativo. Predstavila je tudi prostovoljski projekt, v katerega je poleg Medvoškega vključeno tudi Pirniško društvo upokojencev. Projekt Starejši za starejše, ki temelji predvsem na obiskovanju starejših in nudenju laične pomoči pri nakupih, gospodinjskih opravilih, delu na vrtu. Predvsem pa pri družabništvu. Opozorila je tudi na dileme, ki se pojavljajo pri delu s starejšimi. Že nekaj let imajo v društvu pripravljen tudi projekt dnevnega centra aktivnosti starejših, vendar za njegovo izvajanje trenutno ne razpolagajo z ustreznimi prostori. Prostorska omejitev je tudi razlog, kot pravi direktor Blaž Razvodnik, da v Centru za starejše Medvode ne morejo organizirati rednega centra za dnevno varstvo, kar je povsem drugačna oblika od prej omenjenega centra aktivnosti in je predvsem v pomoč svojcem starejših. Že jeseni pa obljublja podobno obliko varstva vsaj 2-krat na teden. Priznava pa, da domovi za starejše ponovno postajajo predvsem negovalne bolnišnice. Vsaj 2 razloga sta: odpor starejših do institucionalnega varstva in drugi, kot ga je izpostavil Ivan Špenko, predsednik Društva upokojencev Smlednik, je vedno slabši socialni položaj starejših, ki si visoke cene oskrbe v domovih ne morejo privoščiti, ne da bi obremenili svojce. Kot so še ugotavljali udeleženci Medvoškega posveta, so potrebe starejših že znotraj občine zelo različne. Vladimir Bertoncelj, predstavnik Društva upokojencev Medvode, je na primer izpostavil mestno problematiko starejših, ko so bila vsa blokovska naselja v 70-ih zgrajena brez dvigal, in podeželsko problematiko dostopa do zdravnika, trgovine ter ostalih storitev na območjih, kjer ni javnega potniškega prometa. V prej omenjeni občini Kanal ob Soči so to problematiko rešili tako, da se lahko starejši poslužujejo tudi šolskih prevozov. Podobna pobuda je bila dana tudi pri nas, vendar je bilo takrat pojasnilo tako, da predpisi tega ne dovoljujejo. Ja, le besede bodo ostale za nami, če jih bomo zapisali. So zapisali v Združenju borcev za vrednote NOB Medvode na povabilo, ki so ga naslovili na medvoške šole, vrtec Medvode, javni zavod Sotočje, medvoško knjižnico, mesečnik Sotočje in na našo televizijo željo, da jim pomagamo, kako nekatere podatke oziroma dejstva iz preteklosti predstaviti zainteresirani javnosti, predvsem pa mladim.
Kar ni zapisano, bo pozabljeno, so še zapisali v Združenju borcev za vrednote NOB Medvode, kjer si predvsem želijo, da bi v pisni in slikovni obliki posredovali nekatere podatke in dejstva iz druge svetovne vojne. Saj je, kot pravijo, veliko število Medvoščanov na tak ali drugačen način aktivno sodelovalo in pripomoglo izbojevati vrednote narodno-osvobodilnega boja. Kot je dejal predsednik združenja Vladimir Bertoncelj, bi radi predvsem mladim osvetlili te dogodke. To pa jim lahko uspe le, če to zapišejo ustrezno za šolo primernemu gradivu. In tu je sledil apel na povabljene, da se pridružijo z nasveti kako. Kot je bilo razbrati iz debate šolnikov, ti učnih načrtov ne morejo spreminjati, lahko pa posamezne vsebine dodajo ure namenjene spoznavanju domačega kraja, če imajo na razpolago zapisana izhodišča. Bertoncelju so zato predlagali, naj vendarle tudi sam zapiše vsa svoja vedenja, da ne bodo le-ta izgubljena. Njegov mlajši brat Julij Bertoncelj pa je minuli torek v knjižnici Medvode na 3. domoznanskem večeru že predstavil 2 svoji knjigi. V delu Komu izstaviti račun opisuje dogodke v Sloveniji med in po 2. svetovni vojni, v delu Saga hiše na robu gozda pa se osredotoča predvsem na lastno družino in dogajanje v rojstni hiši v Vašah in njeni okolici. Rdeča nit obeh knjig in tudi predstavitve je bila: komunizem je glavni krivec za vse. Dr. Julij Bertoncelj spada med strokovnjake z področja naravoslovja. Deloval je na Ljubljanski univerzi, na Tehniški univerzi Berlin-Charlottenburg, na Stanfordu v Kaliforniji in MIT v Bostonu ter v številnih industrijsko-proizvodnih in drugih raziskovalno-poslovnih sistemih. Je avtor številne strokovne literature in tudi izumov. Poleg teh 2 knjig, ki jo je tokrat predstavil na 3. domoznanskem večeru v knjižnici Medvode, je napisal še 2 in kar nekaj strokovnih člankov. Zakaj ste se odločili mogoče za pisanje, glede na to, da ste pač tudi poučevali na fakulteti za strojništvo in da ste pač drugače naravoslovec? Ja, jaz mislim, da perspektiven človek danes mora biti večdimenzionalen, mora imeti širino razmišljanja. In mislim, da vsakemu, popolnoma vsakemu, pripada pravica, da išče tudi področja poleg njegovega strokovnega, tudi tisto, kar ga bogati in tisto, kar kaže, da je zanimivo za ohranjanje njegovega poslanstva. Komu izstaviti račun in Saga hiša ob gozdu sta knjigi, v katerih avtor, ki se je rodil leta 1939, opisuje dogodke med 2. svetovno vojno in po njej. Kot pravi, v svojih 2 delih govori o resnici in dogodkih, kakor so se te zgodili, da sam ne sodi, ampak da je on tisti, ki je povedal, kaj in kako se je dogajalo. V delu Saga hiše na robu gozda se osredotoča predvsem na lastno družino in dogajanje v rojstni hiši v Vašah in njeni okolici. Ja, to so knjige, ki povedo vsakemu izmed nas tisto, kar bi moral vedeti. To so knjige o naši resnici, o naši polpreteklosti, kjer mi iz teh knjig črpamo tudi sedanjost in prihodnost. Odziv mogoče iz strani sorodnikov oziroma pač sosedov, glede na to, da pišete o ljudeh, ki so realno živeli oziroma pač o njihovih imenih, uporabljate prava imena? Ja, to je pa pravzaprav eno področje, kjer so ljudje obstali in ne vedo, kaj bi povedali. Nihče se ni oglasil, čakam jih, pričakujem jih, vabim jih, o njih razmišljam, vem, da jim je hudo, vem, da me iščejo, mislim, da bo prišel čas, ko me bodo poiskali in bojo rekli, tukaj sem, rad bi se s teboj srečal in s teboj tudi pogovarjal. Pogrešam mojo sestro, pogrešam mojega brata, kjer sta sodelovala v tej moji zgodbi v vseh oblikah in to, kar sem napisal, je tudi njihova zgodba, ker je resnična zgodba, ki ne more biti drugačna kot taka, kot je. Skozi samo predstavitev pa smo dobili občutek, da nam avtor želi sporočiti predvsem, da je komunizem kriv za vse, kar se v Sloveniji dogaja še danes. Sprožil je nasilje, državljansko vojno, spreminjanje vrednot, zavladal je nad vsem do lastne izčrpanosti, potem pa je, kot pravi Bertoncelj, zgolj navidezno izginil. Avtor verjame, da leži rešitev Slovenije in njenega delovanja v spravi naroda med seboj. Moram se pohvaliti, da nisem še imel niti enega samega negativnega klica ali kakršnekoli negativne
negativnega mnenja ali pripombe. Ljudje berejo in ne morejo verjeti, da se je kaj takega dogajalo v preteklosti. Kajti jaz sem napisal popolnoma samostojno, svobodno, avtentično, tako kot sem doživljal kot otrok in tudi kasneje, ko sem dozorel. To sem nosil s seboj in to sedaj polagam pred ostale ljudi, da bi tudi oni iz tega črpali modrosti za prihodnost. Pravi, da se je pri predstavljanju teh knjig in že pri tem, da jo je spravil do založbe in ljudi, velikokrat znašel pred težkimi preizkušnjami. V Sloveniji se po njegovo o naši pretekli zgodovini zelo nerado govori, saj ne na tak način, kot to počne sam. Včeraj je v dvorani Kulturnega doma v Smledniku potekala 18. skupščina Občinske kulturne zveze Medvode. Predstavniki društev so se seznanili z letnimi poročili predsednika, ki je preteklo leto označil za leto sprememb, s poročilom nadzornega odbora in zaključnim finančnim poročilom. A največ debate je pričakovano sprožil novi pravilnik za razdelitev sredstev sofinansiranja kulturnih dejavnosti, pri katerem društva še vedno niso enotna. Res pa je, da imajo kulturniki vendarle privilegij. Lokalna politika čaka in se še ne odloča namesto njih. Preteklo leto je predsednik Občinske kulturne zveze Medvode Franci Plešec označil za leto sprememb. Po ustanovitvi skupnega javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino je želja OKZ, da bi se znotraj tega čim prej konstituiral tudi strokovni svet za kulturo in da bi s tem tudi na področju kulture javni zavod v polnosti zaživel. Na skupščini sicer ni bilo prisotnih predstavnikov zavoda Sotočje. V preteklem letu je OKZ ob bornem proračunu 1080 evrov ob kulturnem prazniku pripravila podelitev pletenic, priznan za izjemne kulturne dosežke, ki se z letošnjim letom prenaša pod okrilje javnega zavoda Sotočje in nudila podporo društvom pri prijavljanju na javni razpis. A najpomembnejša naloga preteklega leta je bila priprava novega pravilnika za razdeljevanje sredstev, ki jih občina namenja vsako leto kulturnim dejavnostim. V ta namen je septembra OKZ ustanovila delovno komisijo za oblikovanje pravilnika. Konec leta je bil predlog pripravljen, a izkazalo se je, da se vsa društva z njim ne strinjajo. Tako bo razdeljevanje sredstev v letu 2016 potekalo na podlagi starega pravilnika iz leta 2005. Ja, pravilnika ni še zato, ker vsa društva niso bila v stanju, da sprejmejo tisto, kar je komisija pripravila. Godba je pripravljala svoj pravilnik in ta pravilnik je bil pa čisto v nasprotju s pravilnikom, ki ga je pripravila komisija. Tako da glede na to, da se ni dalo to uskladiti v tako kratkem času, smo bili mnenja, da se predstavi na letošnjo leto. Na skupščini je bil prisoten tudi župan Nejc Smole, ki je društva še enkrat pozval k enotnemu predlogu in naj najdejo tudi za godbo Medvode sistemsko rešitev znotraj pravilnika ter dosežejo konsenz vseh članov pri lansiranju novega predloga. Ja, jaz upam, da bo, saj župan je nakazal smernice, ki bi se dal še kakšen evro dobiti, da godba dobi tudi svoje sredstva za popravilo inštrumentov in za neke nakup nekih novih, ker do zdaj res je bilo tako v zadnjem parih letih nazaj, da ni bilo na razpisu nikoli sredstev za opremo. Iz pogovora navzočih je bilo razbrati, da bodo do poletja vendarle poizkušali uskladiti vsa stališča in jih vključiti v skupen predlog, ki bo sprejemljiv za vse strani. Cilj je, da bi do poletja člani občinskega sveta imeli pravilnik na voljo za prvo branje in da bo do jeseni pravilnik tudi sprejet. Z oblikovanjem pravilnika se bo soočila komisija v enaki sestavi kot doslej. V letu 2016 pa naj bi zveza ponovno organizirala tudi strokovno ekskurzijo, ki bo predvidoma na sporedu jeseni. Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, osnovna šola Pirniče in Kudjaram so prejšnji četrtek v rojstni hiši Jakoba Aljaža odprli otroško likovno razstavo z naslovom Prešerno z Aljažem. Gre za likovna dela učencev prve triade obeh šol, ki so nastala po ogledu lutkovnih predstav v izvedbi društva Jarem na temo življenja in dela Jakoba Aljaža. Odprtje razstave je pospremil tudi kulturni program, ki so ga izvedli učenci obeh šol s pomočjo mentoric v okviru projekta medšolskega sodelovanja.
Pod naslovom Prešerno z Aljažem so razstavljena likovna dela učencev prve triade obeh osnovnih šol, Osnovne šole Pirniče in Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, ki so jih učenci izdelali pod mentorstvom svojih učiteljic in so nastala pod vtisi ogleda dveh ljudkovnih predstav v izvedbi društva Jarem, dodane pa so tudi ostale risbe na temo življenja in dela Jakoba Aljaža. Tega sodelovanja je prišlo enostavno. Namreč Kulturno-umetniško društvo Jarem ima lutkovno sekcijo in mi smo si itak zadali za nalogo promocijo Jakoba Aljaža in smo rekli, zdaj bomo pa naše najmlajše šolarje, 1., 2. razreda, 3. jim nekaj povedali o Jakobu Aljažu, da na prve korake o njem. Seveda, to ne gre tako, Jakob Aljaž se je rodil takrat, ampak z lutko. In smo napisali lutkovno igrico, Duhec in Jakob Aljaž. V bistvu, če ne bi imeli posrednika Kuda Jarma, do tega verjetno ne bi prišlo, razen pri sodelovanju na natečaju, ki ga Osnovna šola Jakoba Aljaža organizira, tam tudi sodelujemo. Sicer je pa Kud Jarem tisti, ki najmlajše učence osnovnih šol privablja na svoje lutkovne predstave. Pomembno je seveda tudi to, da učenci po predstavi poustvarjajo predvsem likovno, kjer izražajo svoje občutke, videnja, tako da se mi zdi ta plat zelo pomembna, mogoče jo celo v osnovni šoli v zadnjem triletju dajemo premalo pozornosti tej umetniški, glasbeni in likovni področju oziroma izražanju. Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj letos praznuje kar 3 pomembne obletnice, in sicer 35 let od ustanovitve šole v naselju Planina, 25 let, odkar se ta imenuje po domoljubu, duhovniku, skladatelju in zbiralcu ljudskih pesmi Jakobu Aljažu, in 10 let, odkar razstavljajo risbe z mednarodnega dadinega likovnega natečaja. Je edina osnovna šola, poleg šole v Argentini, ki nosi ime po Jakobu Aljažu. Letos smo se vključili tudi v teden kulturne dediščine in smo si zadali za cilj, da raziskujemo življenje in delo Jakoba Aljaža. Seveda s temi majhnimi otroki, oziroma njim je zelo zanimiva vsaka podrobnost, vsaka dogodivščina, ki se pač nekomu zgodi tudi v mladosti, in otrokom je zelo ostalo v spominu, ko je Jakob Aljaž plezal na hruškico in je padel tudi z nje, in potem seveda kaj je sledilo, kar se danes ne sme. In otroci so bili strašno zainteresirani za raziskovanje samega življenja Jakoba Aljaža, odkrili tudi starejši, ne samo ta prva triada, ki je danes tukaj pomembna s svojimi izdelki. Veliko stvari smo odkrili, od tega, da vedeli smo, da je bil skladatelj, ampak kako je postavil stolp na vrhu Triglava, kakšen rodoljub je bil in tako naprej. Potem pa naši ti najmlajši ne rabijo tako zelo veliko, kakšno iskrico, in se njihova kultura kar izpoje. Praznovanje obletnic so pričeli lansko jesen prav na tej Aljaževi domačiji z razstavo slik z mednarodnega dadinega likovnega natečaja. Kasneje so si tukaj ogledali tudi 2 lutkovni predstavi, Duhec in Jakob Aljaž, in za nagrado dobili še predstavo 2 Snežaka Korenjaka. Prav iz teh predstav pa so črpali svoje motive za risbe in makete stolpov, ki so jih razstavili tokrat. Na kulturnem programu so se predstavili učenci Osnovne šole Pirniče z glasbeno točko in mlajši učenci Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj z večjimi pevskimi in inštrumentalnimi točkami. Romanom, če se ne motim, smo si obljubili, da bomo še sodelovali. Ni problem, ker smo mi Jakob Aljaževa šola, Aljažev dom je pa tukaj, rojstna hiša, se bojo našle sigurno iskrice, ki nas bojo popeljale v nadaljne sodelovanje. Pričakujem, da se bo izpeljal tudi drugi, in sicer lutkovne delavnice za malo starejše, kjer bojo učenci pripravljali celoten oder in lutke in oblikovali predstavo v sodelovanju s Kudom Jarmom. Pričakujem pa tudi, da bo filmska sekcija Kuda Jarma povabila naše mlade učence k sodelovanju, da bojo pogledali v zakulisje, kako se oblikuje film. Namreč Kulturno-umetniško društvo Jarem ni tisto društvo, ki bi bilo zaplankano
v svoji ogradi, ampak smo tisti, ki želimo sodelovanje, ki sodelovanje širimo, ki se želimo sodelovati. In tako smo, seveda mi itak že sodelujemo z mnogimi društvi tudi v Medvodah in smo to tudi z Dravogradom in smo Vodicami in smo to razširili še na Kranj, pa na šolo in zdaj bo to vsako leto ta prireditev. V petek so se na rednem letnem občnem zboru v gostilni Bencak zbrali tudi medvoški planinci. Ti so z opravljenim delom v letu 2015 zadovoljni in podobno načrtujejo tudi za letošnje leto. Njihove glavne dejavnosti pa so predvsem izletništvo, vzdrževanje in urejanje planinskih poti po Polhograjcih in vzdrževanje Slavkovega doma, katerega lastnik je Planinsko društvo Medvode. Sledijo pa potem še kratke športne novice. Medvoški planinci delujejo po ustaljenem načinu. Leta 2014 jim je sicer tako močno zagodlo vreme z ledolomom, da so morali ogromno delati še v lanskem letu in so zato prejeli tudi občinsko priznanje, na kar so izjemno ponosni. Med pomembnejše dosežke v letu 2015 štejejo tudi skoraj vse opravljene načrtovane izlete, ki jih vodijo njihovi vodniki, obenem pa zelo dobro sodelujejo tudi z društvom upokojencev, prevzeli pa so tudi organizacijo veteranskih tekem. Ocena, kaj naj rečem, je vsekakor pozitivna, kljub raznim problemom, težavam, vremenskim neprilikam, pa tudi majhen bolezen pri posameznikih. Ne glede na vse to smo realizirali celo več, kot smo si pa zastavili. Zahvala gre vsem našim vodnikom, vsem našim markacistom, varstvenikom narave, pa vsem drugim, ki kakorkoli pripomorejo, da naše aktivnosti lepo izpeljamo. V Planinsko društvo Medvode je odčlanjenih 280 članov in ne beležijo upada. Im je pa žal, da je med njimi še najmanj mladine, torej srednješolcev in študentov. No, to je žalostno. Sam žal je to stanje skoraj vseh društvih podobnih. Mladih ni. Tudi ko recimo v osnovnih šolah, ko imamo za mladino krožke, pa potem tabor, izlete in tako naprej, je teh še kar nekaj. Mislim, tudi do 50, 60 jih je, mislim, da je bilo eno leto celo 80 mladih, vendar ko zapustijo osnovnošolske klopi, jih praktično ni nikjer več. Med srednješolci, študenti enostavno ni članstva. Samo 4 člana imamo med srednješolci, pa menda še 4, 8 največ, kar jih je. Skratka, ni mladih, v društvu ni. Vodja odsekov so tokrat predstavili svoje delo v letu 2015. Izletniški odsek beleži skupaj kar 386 udeležencev, med seniori pa se je izletov udeležilo 260 članov. O kadrovski stiski in posledično oteženem delu so poročali v mladinskem odseku. Žal jim je tudi, da zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso uspeli organizirati poletnega tabora. Veliko dela so imeli v letu 2015 člani markacijskega odseka in odseka za varstvo narave. Slednji so našteli prek 200 zabeleženih prostovoljnih delovnih ur, katerih učinek lahko vidimo vsi obiskovalci Polhograjskih Dolomitov. Takole nekje okrog 20 do 25 je tistih, ki jih vabimo. Nekaj je problem je tudi v tem, da mi ne vem, kakšno širino ne moramo iti. Mi na posamezni akciji rabimo tam 10 do 12, morda 15 ljudi, na nekateri akciji pa zadoščata 2, 3, odvisno od tega, kakšno delo je, kaj nas čaka. Tako da smo mi s tem odzivom zadovoljni. Kogarkoli pokličemo, če je pripravljen prideti na akcijo, brez problema pride, ne vpraša, bo to za to kaj dobil ali ne bo dobil. Res, ljudje so pripravljeni in delajo. Veliko dela ima vsako leto tudi gospodarski odsek, ki skrbi za vzdrževanje Slavkovega doma. Glavnino prihodka strani najemnine vlagajo v urejene okolice, redno vzdrževanje in investicijska dela. Podobne naloge jih tako čakajo tudi v letošnjem letu. Ja, konec koncev planinska dejavnost je že vnaprej določena. To so celotna izletniška dejavnost, delo markacistov, gorskih stražarjev, varstva narave, to je delo z mladimi in konec koncev vzdrževanje Slavkovega doma, okolice Slavkovega doma.
Žal so na tokratnem občnem zboru sprejeli odstop vodje jamarskega odseka in ugotovili, da med člani ni interesenta, ki bi še naprej vodil odsek, tako da do nadaljnega jamarski odsek ne bo deloval. Na občnem zboru so se spomnili še najbolj zaslužnih članov in jim podelili priznanja ter bronaste diplome. V 15. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici remizirala z ekipo Šobec Lesce. Na vrhu lestvice, tudi v spomladanskem delu sezone, kraljuje Ivančna Gorica, medvoška vrsta se uvršča na 13. mesto lestvice. Na nedeljski tekmi za prvaka 3. slovenske košarkarske lige je članska vrsta košarkarskega kluba Medvode zabeležila zmago 68-62. Na domačem parketu je premagala gostujočo ekipo Radenska Kreativ Sobota. V slovenskih keglaških ligah je bilo odigrano 18. kolo. Hidro je v prvi B ligi zmagal v Slovenskih Konjicah, Medvode so v 3. ligi Zahod izgubila v Kopru, ženska ekipa Medvod je v 2. ligi Zahod na domačem terenu premagala Novomeščanke. V ljubljanski ligi je bilo odigrano 21. kolo, Hidro 2 je zmagal doma, Medvode 2 pa so izgubila v Ljubljani. Tokratna črna kronika je kratka, medvoški policisti pa poročajo samo o 2 prometnih nesrečah in enem kaznivem dejanju, ki se je zgodilo na območju naše občine. Prometna nesreča se je zgodila v Medvodah, razlog pa prekratka varnostna razdalja. Prišlo je tudi do telesnih poškodb enega od udeležencev, povzročitelju pa so izdali plačilni nalog. Druga nesreča se je zgodila na parkirišču v Zbiljah, nespreten povzročitelj pa je po dogodku pobegnil. Nek pogumnež v Medvodah pa se je spravil na svojo družino, zato so ga policisti odpeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Lepe velikonočne praznike v imenu celotnega uredništva televizije Medvode vam želim in na snidenje čez teden dni.